dr. Stanislav Benedik za dobrodelnost in humanitarno delovanje. Dr. Stanislav Benedik je svojo dobrodelnost izraziteje začel udejanjati leta 1992, ko so se na ozemlju nekdanje Jugoslavije začeli vojni spopadi in so v Slovenijo, tudi v Kranj, prišli številni begunci. Njegovo delo in povečane potrebe po pomoči so bile povod za nastanek župnijske Karitas Kranj-Šmartin, ki je v prvih letih delovala kar pod njegovim okriljem. Mnoge družine so dobile pomoč tako v denarju kot hrani. Leta 2005 je navezal stik s slovenskim misijonarjem v Matangi Izidorjem Grošljem. Za potrebe delovanja misijona že več let organizira odmevne humanitarne prireditve in koncerte. V zadnjih letih je skupaj z nekaterimi posamezniki organiziral pomoč družinam, ki so ostale brez enega ali obeh staršev. Dr. Benedik, sicer že 35 let poročen z ženo Majdo in oče 3 otrok, je aktiven tudi v župniji Kranj-Šmartin. Bil je začetnik organiziranega miklavževanja v tej župniji, prav tako skupaj s takratnim župnikom Berglezom začetnik oratorija. Izkazal se je tudi kot sposoben organizator in vodja prenove cerkve svetega Jerneja. Poleg redne službe, ki jo opravlja v zasebni ambulanti v Kranju, se je ves čas posvečal prostovoljnemu ozaveščanju prebivalstva preko predavanj za različna društva. Kot prebivalec Stražišča, pravi Strašan, sem ponosen na Prešernovo mesto Kranj. Z veseljem pomagam ljudem v stiski, v veliko zadovoljstvo pa mi je tudi spodbujanje ljudi za druženje. Peter Škrjanc za zasluge pri razvoju gasilstva, zaščite in reševanja v mestni občini Kranj. Peter Škrjanc je gasilstvu predan skoraj vse življenje. V domače prostovoljno gasilsko društvo Žabnica se je vključil davnega leta 1968, ko je štel rosnih 12 let. Vseskozi se je izobraževal in opravljal različne usposabljanja, od pionirja, mladinca do operativnega člana s činom višjega gasilskega častnika. V prostovoljnem gasilskem društvu Žabnica je nekaj let opravljal delo desetarja, mentorja mladine, tajniška dela, od leta 1988 pa je predsednik. Je organizator vseh aktivnosti v društvu, skrbi za razvoj, za zagotavljanje strokovnega kadra, izobraževanja in usposabljanja operativne enote. Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica je eno najbolj aktivnih društev. V okviru javne gasilske službe mestne občine Kranj pa opravlja vse potrebne operativne naloge za pomoč ljudem ter zagotavlja uspešno delo na področju zaščite in reševanja. Peter Škrjanc deluje tudi v Gasilski zvezi mestne občine Kranj. Od leta 1988 do leta 1998 je bil član poveljstva, od leta 1998 dalje pa je podpredsednik in skrbi za delo in razvoj 16 prostovoljnih gasilskih društev na območju kranjske občine. Pomoč ob požarih, naravnih in drugih nesrečah v mestni občini Kranj je na visokem nivoju. Zato poskrbijo poklicni gasilci in gasilci prostovoljnih gasilskih društev, ki so pripravljeni v vsakem trenutku občanom priskočiti na pomoč. Dr. Aleš Paternoster za več kot 40-letno delovanje v družbeno korist. Dr. Aleš Paternoster izhaja s Primskovega v Kranju.
Po maturi na kranjski gimnaziji se je vpisal na medicinsko fakulteto v Ljubljani. Leta 1969 je doktoriral iz splošne medicine. Po upravljenem stažu se je leta 1970 zaposlil v zdravstvenem domu Kranj v šolskem dispanzerju, kjer je ostal 3 leta. Leta 1973 je začel specializacijo iz pediatrije na pediatrični kliniki v Ljubljani in 1977 opravil specialistični izpit iz pediatrije. Vrnil se je v otroški dispanzer v Kranju, hkrati pa je bil imenovan za direktorja zdravstvenega doma Kranj. Delo pediatra in direktorja je opravljal vzporedno s polovico delovnega časa za obe dejavnosti do leta 1994, ko je dobil koncesijo za otroško in šolsko zdravstvo in postal zasebni pediater z ambulanto v prostorih Kranjskega zdravstvenega doma. To dejavnost opravlja še zdaj v zadovoljstvo malih pacientov in njihovih staršev. Dr. Aleš Paternoster s svojim delom že več kot 40 let deluje v družbeno korist. Med otroci in njihovimi starši velja za enega najbolj priljubljenih zdravnikov na Gorenjskem. Ko se oziram nazaj na svoje delo, vidim pred sabo mnoge generacije Kranjčanov, ki so šli skozi mojo ordinacijo. V tem mojem času je bilo veliko žalostnih in veliko veselih dogodkov, vendar so veseli prevladovali. Vesel sem tudi, da je zrasla nova generacija pediatrov, ki bodo uspešno nadaljevali moje delo, tako da sem prepričan, da bodo mladi Kranjčani še naprej v dobrih rokah. Borut Zatler v imenu civilne iniciative Ogrevanje Planina za uspešno delovanje v korist družbene skupnosti. V zadnjih 5 letih je civilni iniciativi Ogrevanje Planina uspelo spremeniti umeščenost kotlovnice Planina v prostoru. Prispevala je ključne odločitve pri modernizaciji proizvodnje in distribucije toplote ter hkrati poskrbela za soproizvodnjo električne energije in toplote. Sodobna kotlovnica je opremljena z napravami najnovejše tehnologije s stališča optimalne, predvsem pa racionalnejše proizvodnje in distribucije toplote ter njenega vodenja in upravljanja. Prenova je prinesla plačevanje dobave toplote po dejanski porabi. Znižala se je cena plina v primerjavi z individualnim odjemalcem. Posodobljeno je bilo vseh 66 toplotnih postaj za ogrevanje in sanitarno vodo. Vzpostavljen je bil centralni nadzorni sistem, dosežen boljši izkoristek, zamenjana 2 vročevodna kotla, znižana poraba energenta in pridobljeno je bilo 11-letno nadomestilo lastnikom stanovanj iz soproizvodnje. Brez teh ukrepov bi stanovalci soseske Planina danes plačevali za 24% večje stroške ogrevanja. Civilna iniciativa Ogrevanje Planina je bila ustanovljena z namenom izboljšati pogoje življenja in blaginje stanovalcev soseske Planina. V njej sodelujejo predstavniki koordinatorjev posameznih vhodov večstanovanjskih stavb ter strokovnjaki z področja energetike. Njen predstavnik je Borut Zatler. Prenova stare kotlovnice Planina je pokazala, kako na primeru dobre prakse lahko znižamo stroške ogrevanja za celotno območje in je lahko zgled za bodoče projekte v mestni občini Kranj, kako s skupnimi močmi lahko naredimo nekaj dobrega za lokalno skupnost in njene prebivalce. Prostovoljno gasilsko društvo Stražišče za dolgoletno neutrudno in požrtvovalno delo. Pomoč ljudem v stiski je plemenito dejanje, ki ostane v srcih tistega, ki to pomoč prejme,
pa tudi tistega, ki to pomoč ponudi. To vlogo v različnih naravnih in drugih nesrečah prevzemajo ravno gasilci. Zato so v krajevni skupnosti Stražišče zelo veseli, da imajo v svoji sredi društvo, ki to pomoč deli že dolga leta. 110-letnica obstoja prostovoljnega gasilskega društva Stražišče je prav gotovo plod dela in ustvarjanja več generacij. Prav je, da se tej tradiciji prizna posebno mesto pri razvoju prostovoljstva in protipožarnega varovanja v Kranju. V prostovoljnem gasilskem društvu Stražišče se je v tem dolgem obdobju zvrstilo veliko članov, ki so pustili svoj pečat požrtvovalnega in prostovoljnega dela. Marsikje je gasilstvo v družinah prehajalo iz roda v rod in ravno ta tradicija je obdržala društvo v dobri kondiciji. Prav gotovo so to pokazali v zadnjih nekaj letih, ko so se pogumno odločili, da obnovijo in razširijo gasilski dom. Novo zgrajeni dom je lep zgled, kako naj bi bili videti novi vaški gasilski domovi. Ni veliko gasilskih društev v mestni občini Kranj, ki bi imele tak gasilski dom. Z novim gasilskim domom in novim gasilskim vozilom smo gasilci v Stražišču dobili boljše pogoje za naše delo. Priznanje mestne občine Kranj pa nam bo še dodatna spodbuda za boljše delo v naši krajevni skupnosti in tudi v sami mestni občini Kranj.